Klemen, dobrodošel. Živjo, super, čau. Da si prišel. Hvala za povabilo. Gledam, kako se elegantno motaš v tako visokih petah. Ja, vaja dela mojstra, pa kilometrina tukaj v studiu. Veš, sej na cesti izgleda to malo bolj... Sploh med unimi tako med tlakovci, ja. Klemen, prijave že potekajo. Ja. Mene ljudje ustavljajo, sprašujejo, zakaj gre, ampak se veš, jaz res kaj dosti ne vem, ampak ti si tukaj in super, da si prišel, da malo več poveš, torej zakaj pravzaprav gre. To je po dolgem času spet en super zgolj pevski talent show. Tako da, zakaj gre? Gre za to, da končno dobijo vsi, ki so mogoče ali rahlo sramežljivi, ali pojejo samo v kopalnici, ali so, se voziš po avtocesti in imaš cel koncert v avtu, verjetno se najdeš kje v kakšnem temu pismu. Na rdeči luči pri semaforju vidiš, ne, gledajo me. No, vsi taki imate priložnost, tudi ti, Lili, da se izkažeš, pokažeš na res, res hude modru. Tudi ta klip, ki je bil na začetku, jaz sem bil fasciniran, ko sem stopil na tisti oder. To je res... Najprej bo treba res malo spoznati, kako sploh se skupaj izgleda, ker najprej ti res sapo vzame. Pol pa vidiš, da oder, čeprav je velik, te ne požre, ful diha s tabo, res noro je, noro. Ampak predvidevam, da bo neka žirija, komisija, lahko malo več poveš o tem ocenjevanju, izpadanju, oziroma kako bo vse to sploh potekalo do potem končnega zmagovalca. Ja, pač igrati se je treba, ne? In zato bojo prišli na vrsto tudi taki, ki bodo mogoče malo manj zaželjeni strani, tisti, ki bojo stali na odru. Mislim, da je 5-članska žirija, ki pa vseh tekmovalcev ne bo videla. Jih bojo zgolj slišali, tako da lahko ti prideš tudi direkt iz štale gor na oder. Ni važna obleka, važen je glas, interpretacija in bojo mogli na ta način prepričati žirante. Ker pogosto se zgodi, da ocenjujemo z očmi, ne? Zmeraj, saj veš, zmeraj taki smo. Ne moramo si pomagati in zato smo rekli, naš bomo hendikepirali žirijo in dajmo jim oči na nek način zavezati, zapreti in naj res poslušajo ta prav surov ali pa že ful obdelan talent. Tako da na ta način bo šlo. Najprej imamo seveda audicije. Slišal sem ja, da čeprav so se prijavnice kome odprle, da je že ogromno ljudi prijavljenih. Prijav se pa res lahko, zaradi mene tudi Jan Plestenjak, če Modrijani. Torej kdorkoli, ampak predvsem pa spodbujamo tudi tiste, ki so sramežljivi, ki se nekje skrivajo doma, ampak imajo en tak čudovit in krasen glas. Ne mame, strici, tete, ne prijavijo, ne jih spodbujajo, res od ta malih do ta starih, ni važen, ama zobe ali ne, na odru je plat za vse. Tako je. Klemen, tvoja vloga v tem šovu pa bo kakšna? Da bom vse prej kot pa žirant. Se pravi, da bom za moralno podporo, da bom tudi za roko držal, če bo treba na odru. Lahko sem spremljevalna back vokalistka, če hočejo, lahko sem, ne vem, spremljevalni plesavc zraven, karkoli. Deček za vse. Jaz jih najbolj razumem, vse, ki gor trpijo in res, ne bo jim lahko in rabijo res vso podporo. Tako da jaz bom njihov angel varuh. Zdaj, če rečeva še kakšno o tremi, na svet z prve roke, se veš, v kopalnici ali pa recimo v avtomobilu smo vsi pogumni, pojemo. Do rdeče luči, ja. Do rdeče luči. Kaj pa recimo potem, ko pa človek stopi na oder pred občinstvo, kaj šele pred žirijo? Takrat pa pride tista trema. In trema lahko vpliva na glas in na petje, ne? Zelo, ja, zelo. Tako da se je treba, ne vem, 3 globoke vdihe in predstavljati si žirante vse, da so v plenicah in je to. In je rezultat sigurno najboljši. Odmisel, da je not, ne vem, koliko 10-15 kamer, res ogromno kamer. Padati noter, itak je studio tako dober sestavljen, da ti nudi tak support z lučmi, z vso tehnologijo, da v bistvu padeš noter v komad. In jaz verjamem, da bo vsak, ki se je prijavil in bo dal ta prvo sito skozi, bo zažarel na odru. Ampak se veš, kako je s tremo, recimo osebno, sama pri sebi, minuta, 2, potem pa mine, ne? Ja, se to, ta zdravo, najprej misliš, da moraš in lulati in kakati in vse narediti istočasno, pa kar enkrat pozabaš, ne? In speljaš, in uživaš, in si ti, in to hočemo. Ker tako, ker si odličen si ta dala za začetek, res muska dela čudeže in te čudeže bomo naredili v tem šovu tudi mi. Klemen, jaz predlagam, da si še pogledava nekaj izsekov, da bodo tudi gledalci dobili občutek, kaj jih spomladi čaka na naši televiziji. Si želiš petje pod tušem zamenjati s petjem pod žarometi? Želiš svoj pevski talent deliti ne le z bližnjimi, ampak s celo Slovenijo? Prijavi se na šov Nova zvezda Slovenije in si izbori mesto na odru ob najboljših pevcih in pevkah. Pot do zvezd se začne na Planetu.
Zdaj pa še moje zadnje vprašanje. Marsikdo se bo vprašal enako kot jaz. Kaj pa nagrada? Nagrada. Sicer bo še majhen v tančico skrivnosti zavita. Nagrada bo in denarna in tudi povezana z založbo, tako da bo poskrbljeno za to, da bo pač tisti, ki bo zmagal, dejansko lahko postal zvezda. Da mu damo začeten zagon, podporo, da bo dejansko lahko pustil en pečat in dokazal, da ni zastonj zmagal. Super. Klemen, najlepša hvala za vsa ta pojasnila. Jaz upam, da se vas bo... Je fajn, se lahko vstaneš, samo če se presedeš. Smetnjaku, itak. Boš delala družinsko sliko. Klemen, hvala še enkrat, če ne prej, pa se vidiva potem spomladi. Vidiva.